Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. Celjski župan Matija Kovač je sprejel madžarskega veleposlanika Andreja Ferenca Davida. Celjsko mestno središče je bogatejše za kavarno in restavracijo Cankarjeva. Premiero mjuzikla Odraščanje si je ogledala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Celjski rokometaši v Ligi prvakov jutri proti aktualnemu evropskemu prvaku Magdeburgu. Celjski župan Matija Kovač se je sestal z veleposlanikom Madžarske Andorjem Ferencem Davidom. Kovač ga je povabil k sodelovanju pri odprtju razstave o Ottu von Habsburgu, ki jo bodo v mesecu aprilu pripravili v Celju. Otto von Habsburg je bil zadnji avstro-ogrski prestolonaslednik, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja postal glasen podpornik osamosvojitve republik nekdanje Jugoslavije. Svojim političnim vplivom je osebno pomagal in se zavzemal za osamosvojitev Slovenije ter za njeno kasnejšo vključitev v Evropsko unijo. Župan in veleposlanik sta se pogovarjala o sodelovanju z mestom Vešprem, s katerim Celje že vrsto let goji prijateljske odnose zaradi rokometnih klubov ter o možnostih sodelovanja na področju umetnosti. V Budimpešti namreč živi in ustvarja Celjan Aleksander Drakolič, ki med drugim deluje na področju kinetične umetnosti. Veleposlanik se je ob koncu obiska vpisal v knjigo častnih gostov mesta Celje. Decembra so v središču Celja odprli novo kavarno, ki so jo po slovenskem pisatelju in ulici, ki se nahaja, poimenovali Cankarjeva. Ta mesec so v ponudbo dodali tudi dnevne malice in obiskovalcem začeli ponujati različne kulturne dogodke. Prvi takšen je bil koncert kvarteta Akord. Z otvoritvijo kavarne in restauracije Cankarjeva je v celjskem mestnem središču znova zaživel lokal, ki je bil zadnja leta zapuščen, zdaj pa že 3 mesece ponovno vabi obiskovalce. V kavarni nudimo kave, napitke, brezalkoholne pijače, alkoholne pijače, koktejle in pa tudi nekaj sladic, ki jih pripravljamo sami. V restauraciji pa nudimo 2 vrsti juh, 5 vrst glavnih jedi in pa 2 sladice in potem si gost sam izbere, kaj želi. Celju smo želeli ponuditi nekaj novega, nekaj svežega, prostor, kjer prideš, se usedeš, umiriš, vzameš čas zase, svoje najbližje in pač uživaš v dobri hrani in pijači. Ciljamo, da pripravljamo sladice, ki so bile mogoče pozabljene oziroma da jih podamo nazaj na trg, ki jih spremenimo, se pravi primer, kremna rezina, mi še dodamo punč, da naredimo, da je nekaj svojega. Pripravljamo tudi zavitke, ostale torte, kakšne čokoladne tarte in tako. Hočemo pa, da je hrana domača, dobra, pa na nekem nivoju. Celjani in obiskovalci mesta so Cankarjevo dobro sprejeli, kaže obisk v prvih mesecih. Zdaj, ko so ponudbo razširili še z dnevnimi malicami, se je ta še povečal. Kmalu bodo dodali izbor jedi po naročilu, minuli konec tedna pa so začeli tudi z organizacijo različnih, zlasti kulturnih dogodkov. Cankarjevo želimo postaviti v tem mestu kot eno središče enega kulturnega dogajanja. Danes je prvi teh koncertov, ki se bodo dogajali v dvorani ali na teraso pred objektom. Že ime Cankarjevo pove, v katero smer gre naš izbor izvajalcev, tako da lahko pričakujete kulturno, akustično, z občutkom. Pričakujemo, da bomo enkrat na mesec bomo v dvorani, v poletnem času bomo imeli pa vsak petek pa vsako soboto od junija do konca avgusta. Kot prvi so nastopili člani kvarteta Akord in popolnoma napolnili dvorano v restavracijskem delu Cankarjeve. Vedno je, mogoče pred domačo publiko je največ treme. To so poznani ljudje, vsi se poznamo. Ko pogledaš v dvorano, sami domači, znani obrazi, ampak tista nervoza pa je tu mogoče še večja, ker hoče za njih vedno nekaj več. Dogajanje v mestu bo s Cankarjevo še bogatejše in tudi obiskovalci, ki smo jih ujeli ob koncertu kvarteta Akord, so bili izjemno navdušeni. Tale kavarna nam je zelo všeč, midve s prijateljico smo večkrat tule, je super, smo bile pa zelo vesele, ko smo videli, da bo tudi ta kvartet Akord.
da je tule, ne? Ker mi smo bolj navajeni čez poletje zunaj. Ne? In tole je zelo, ko je zimski čas, enkratno takole, da se takle dogaja. Res pa zelo prijeten lokal je tudi, prijazno osebje, skratka, nimam besed, mislim, zelo fajn, same pohvale. Vidim, da je zelo lep lokal, pred kratkim sem jaz spoznala, se rada že vračava z možem na kakšno kavo, vidim, da bo tudi še druge stvari. Tole, kar bo pa ta prireditev, se mi zdi pa sploh dobro, no? Da se malo to mestno jedro tudi na vsezadnje živi, pa mislim, da bomo z veseljem hodili, če se bo to še dogajalo v bodoče. Meni se zdi perfektno. Jaz sem sicer danes prvič tele, ne vem, kako dolgo je že to odprto. Moj sin tudi igra tlele, harmoniko in jaz sem navdušen. Žena je že noter, tako mislim, da je zelo lep lokal, celega si še niti nisem ogledal, vse je okej. Kar se tiče začetni odziv, je seveda dober. Vsaka stvar rabi svoj čas, da pride do nekega nivoja. Želimo si, da bi čedalje več ljudi prihajalo k nam in prišli se umirili in podružili v naši restavraciji, kavarni. V Cankarjevi, še dodajajo vodilni, bodo svojo ponudbo vse skozi prilagajali tudi različnim praznikom in se z njo odzivali na dogajanje v Knežjem mestu. Dijaki gimnazije Celje Center so v pomoči svojih mentorjev in profesorjev pripravili premiero njihovega avtorskega muzikala z naslovom Odraščanje, ki ga je napisala dijakinja Lara Kerznar. Nedeljsko premiero si v dvorani gimnazije Celje Center ogledala tudi predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Telovadnica gimnazije Celje Center je bila v nedeljo 18. februarja nabito polna občinstva na premieri muzikla, ki so ga dijaki te gimnazije pripravili pod naslovom Odraščanje, po literarni predlogi dijakinje Lare Kerznar. V njem se avtorica ukvarja z vprašanji in dilemami najstnikov v obdobju odraščanja, o ljubezni, prijateljstvu, o odnosih med najstniki in njihovimi starši. Sicer pa je to prvi tovrstni projekt na gimnaziji Celje Center. Avtorica je besedilo muzikla pričela pisati že pred 5 leti. Kaj pa jo je pri tem spodbudilo? Čisto na začetku, če sem popolnoma iskrena, nimam pojma, odkot je prišel navdih. Je prišel in začela sem pisati in nastalo je v 5 letih to, kar je, oziroma 6 že v resnici. Priprave na muzikal so potekale več kot 2 leti. Začelo se je že v šolskem letu 2021-2022. Sledile so avdicije za izbor igralcev in plesalcev, priprava besedila, uglasbitev, za kar sta poskrbela nekdanja dijaka gimnazije Celje Center Matic Dokler in Jernej Lah. Poleg avtorice besedila Lare Kerznar, obeh avtorjev glasbe Matica Doklerja in Jerneja Laha, pa so muzikal soustvarjali še pedagogi, profesori na šoli. Nataša Grobelnik in Bergit Vrečko kot režiserki, Maja Rak, ki je pripravila scenografijo in grafično podobo, koordinator projekta Sašo Šonc, koreografija pa je bila v rokah Špele Lužar in Eve Mutec. Na odru smo spremljali številčno igralsko in pevsko ter plesno zasedbo dijakov gimnazije Celje Center. In po vseh zahtevnih pripravah ter vajah je predstava v svojo žarometov na nedeljski premieri zaživela ter navdušila več kot 200 glavo občinstvo. Bila pa je nedeljska premiera muzikla Odraščanje na gimnaziji Celje Center izjemno slovesna in posebna še po vrsti gostov, ki so jo obiskali. Svojim obiskom jo je počastila tudi predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar, ki je bila nad uprizoritvijo navdušena in jo je pohvalila v svojem pozdravnem nagovoru, nam pa povedala. Vi si ne morete predstavljati, kako veliko vabil kot predsednica Republike dobivam vsak dan na mizo in tam je nekako padel v oči, pa me ne vprašati zakaj. In sem rekla, na tole pa grem. In jaz sem cel večer tako neskončno uživala v tej ustvarjalnosti, pogumu teh mladih fantov in deklet, ki so stopili na oder in naredili res en izjemen muzikal. Res izjemen muzikal. In iskreno čestitam čisto vsem ustvarjalcem. Ponosna in vesela pa sem, da gimnazija Celje Center omogoča to mladim, da izživijo te svoje sanje in ta svoj pogum. Veste, najlepše je, če šola ni samo tisto učenje, drilanje, napenjanje mišic in uma za to, da bomo enkrat, ne vem, šli na fakulteto, na koncu uspeli v poslu. Šola je mnogo več. Šola mora biti zabava, šola mora spodbujati ustvarjalnost
In jaz sem danes na odru videla eno samo ustvarjalnost in pogum. Zajeten in zahteven projekt muzikla, ki so se ga smelo in uspešno lotili na gimnaziji Celje Center, je torej pred nami. Kakšne načrte pa imajo izvajalci z njim v bodoče? Najprej smo s koordinatorjem bili na vezi, kaj lahko še pripravimo, ker v bistvu pripravljamo zdaj za osnovnošolce v ponedeljek, torek in sredo nekaj predstav, tudi vsi dijaki naše šole si bodo ogledali ta muzikal. Potem pa nastane kar hitro tisti čas, ko bo že matura in kar nekaj nastopajočih maturantov, vključno z avtorico, in od maja naprej vemo, da jih težko obremenimo veliko bolj kot to, da se posvečajo maturi. Tako da smo zdaj nekaj razmišljali, mogoče bi lahko kakšno prireditev, kakšen festival, če bi se pa zdaj do maja uspelo urediti, recimo, da lahko pridejo nastopiti. Potem pa, če bo kakšna velika možnost še po maturi, da bi poleti mogoče se ki priključili, pa še kak nastop muzikala pripravili za vse. Imamo zdaj od ponedeljka do srede so ponovitve tu na šoli. Potem gremo pa še na en festival gledališča za mlade z projektom in če bomo tam uspešni, so stopnje regijsko državno, lahko dobimo še kako priznanje. Več o dogodku pa v minutah za kulturo na televiziji Celje. Velenjski policisti so v tem tednu zaradi suma storitve kaznivega dejanja, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami opravili hišno preiskavo pri 45-letnemu Velenjčanu in mu zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog. V skupnih prostorih stanovanjskega bloka, v katerem biva, so našli in zasegli dobrih 3600 gramov konoplje, 473 gramov amfetamina, 58 gramov kokaina in 36 gramov heroina. Zasegli so mu tudi več različnih pripomočkov za izvrševanje ulične preprodaje in več predmetov, ki jih je pridobil s preprodajo droge. Osumljenca so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. V 21. krogu nogometnega državnega prvenstva so vodilni Celjani v Ljubljani z izidom 0:0 remizirali proti Bravu. Zadnja uvrščena Rogaška je na svojem igrišču 4:1 premagala Domžale in se pred zadnjemu Aluminiju približala na 3 točke zaostanka. Rogaška je srečanje proti Domžalam odlično odprla in povedla že iz prve obetavne akcije. Patrik Mijić je zadel z desne strani kazenskega prostora. V Slavonskem Brodu rojeni napadalec, ki je v zimskem prestopnem roku v Rogaško prišel iz slovaških Zlatih Moravc, je le 2 minuti kasneje vodstvo povišal na 2:0. Sledil je padec v igri gostiteljev, kar so Domžalčani izkoristili v 14. minuti, ko je po predložku z desne strani zadel Benjamin Markuš. Domžalčani so imeli v finišu prvega polčasa priložnost za izenačenje. Po prekršku nad Percem je imel Jošt Pišek na voljo 11-metrovko, vendar je nekdanji vratar Domžal Ajdin Mulalić njegov strel ubranil. Drugi polčas je minil v absolutni prevladi Slatinčanov, ki so v 76. minuti po zadetku Gala Kureža povedli s 3:1. V sodnikovem dodatku je končnih 4:1 postavil Alen Korošec. Za nas zelo pomembna tekma. Ne moremo reči, da smo jo oddelali z odliko. Bil odličen vstop v tekmo. Padli smo v drugem delu prvega polčasa in to zelo, ampak v redu, nismo bili kaznovani na srečo, se pravi, da nam so bile zvezde malo naklonjene danes. Drugi polčas pa popolni, se mi zdi, popolni dominaciji. Vse so imeli gosti neki šutov, ampak ni bilo to, rekel, neki resnega, razen tiste nespretnosti zadaj, ko smo si spet sami zakuhali. Drugače pa zelo dobri proti naprej, direktni in pa, kar je najbolj važno, učinkoviti. Ampak mislim, da smo danes zaslužili zmago, da smo dobro oddelali celo tekmo in tako, ker nam je, bom rekel, v Ljubljani vzel fuzbal, po domač povedan, nam je dan zdol, tako da mislim, da smo pošteno in fair zmagali. Na ljubljanskem Žaku se je prekinila serija 5 zaporednih zmag vodilnih Celjanov, ki so se z domačim Bravom razšli brez zadetkov. Varovanci Damirja Krznarja so bili več pri žogi, ustvarili so si tudi številne lepe priložnosti za zadetek. V 80. minuti so Celjani prek nigerijskega novinca Adetunjija sicer dosegli zadetek, ki pa ga je glavni sodnik Jug zaradi prekrška celjskega napadalca v napadu razveljavil.
Obstajajo tekme, ki jih zmagate s precej manj priložnostmi, kot smo si jih mi priigrali nocoj. Imam občutek, da smo naredili dovolj za zmago, vendar nekaj vpliva na to ima tudi nasprotnik. Čestitke Bravu za dobro tekmo. Niso nam pustili veliko prostora, a kljub temu smo si ustvarili 3-4 res lepe priložnosti za dosego zadetka. Malce nas je zaustavila tudi poškodba kapetana Popoviča, saj smo po njej kakšnih 10 do 15 minut kar nekoliko zastali. Nisem zadovoljen z rezultatom, z igro pa sem danes lahko zadovoljen. Zelo sem vesel, da sem danes po dolgem času odigral 45 minut. Mislim, da sem korektno odigral, vidi se, da mi še malo manjka glede kondicijskega vidika, ko pride tekma, ampak trudil sem se po svojih najboljših močeh, prihajal v šanse in to je najbolj pomembno, gol bo že prišel. V četrtek se bosta v 22. krogu Celje in Rogaška pomerila v Celju. V 12. krogu rokometne lige prvakov bodo rokometaši Celja Pivovarne Laško v sredo ob 18:45 gostili nemški Magdeburg. Nemci, ki so aktualni evropski prvaki iz lanske sezone, bodo v dvorani Zlatorog jutri zvečer v vlogi absolutnih favoritov. Nemci igrajo v tem trenutku najlepši, najkvalitetnejši rokomet v ligi prvakov, pravijo v strokovnem vodstvu celjskega kluba. Gre za evropskega prvaka, po mojem spet glavni kandidat za osvojitev lige prvakov v tej sezoni in ekipa, ko igra sigurno najlepši, najhitrejši rokomet v tem trenutku. Sigurno, da v Zlatorog prihajajo po dve nove pike, to so že pokazali v tej sezoni, da so v vsaki tekmi favoriti in da vse imajo v svojih rokah. Nič pred nami je, da damo vse od sebe, to, kar se pričakuje od nas, neka velika pričakovanja, kar se tiče zdaj rezultata. Ne bomo delali pritiska, sigurno to, kar je edino, da damo vse od sebe, da se borimo od samega začetka, bomo videli, dokdaj, koliko bomo zdržali, ampak sigurno se ne bomo povlekli nazaj, ne bomo se ustrašili in bomo igrali svojo igro in bomo videli, kje smo na koncu tekme. Ja, tako je že trener rekel, vsi vemo, kaj Magdeburg pomeni. Zdaj, fantje so že v preteklosti pokazali, da lahko igrajo z vsakim, da se ni treba nikogar bati. Zdaj pač dejstvo je, da tako sem rekel, pokazali so, da lahko vsakim igrajo, zdaj pa je to treba sprevesti skozi 60 minut. Zdaj, v koliki meri nam bo to uspel, bomo videli, ampak jaz verjamem v nas, v naše delo. Delamo dobro, treniramo dobro, zdaj pa samo to, da se še sprevede na igrišče. Dejstvo je, da nam manjka mogoče malo rotacije, ampak tako sem rekel, verjamem v našo ekipo, da bomo vsi dali mogoče kak procent več, da pokrpamo mogoče nekatere stvari, ki nam, temu reči, manjkajo v tem trenutku, ampak tako, dali bomo 110% od sebe, zdaj kaj bo to na koncu prineslo, bomo pa videli. Igranje v ligi prvakov ni samoumevno, to ni omogočeno vsakemu igralcu, tako da jaz in pravzaprav vsi v tej ekipi smo dodatno motivirani za vsako tekmo in želimo pokazati svoj maksimum. V celjskem klubu so v letošnji sezoni zaradi poškodb in odhodov izgubili veliko rokometašev. Zato bodo morali zadnji del sezone odigrati zmanjšano rotacijo, številčno skromnim igralskim kadrom. Igralcev nam je šlo v tej sezoni, ampak to, kar imamo, vsi ti mlajši igralci, ko mogoče niso računali, da bojo dobili priložnost, da bojo vodilni igralci v tej sezoni bojo dobili, zdaj bomo videli, a so pripravljeni, a so sposobni tega, bomo dobili eno novo sliko in nijamo kaj, jamro ne bom. To, kar mi je najbolj pomembno, zdaj vam iskreno bom povedal, najbolj pomembno mi je to, da vsi ostanejo zdravi. Jaz se ne bom skrival za tem, vem, da bojo dali maksimum, na vsaki tekmi dajo maksimum, na nobenega ne more noben pokazati prstom, da ni dal svoj maksimum, da ni hotel, da se ni boril od prve do zadnje minute, to ne obstaja, jaz stojim za tem sigurno, ampak to, kar mi je pomembno, da vsi ostanejo zdravi, da ne daj ti Bog, da dobimo še kakega igralca na rehabilitaciji. Veliko tekmi je, mladi so, neizkušeni so,
malo igralcev je in se ne daj ti Bog lahko te stvari dogajajo. Če nam se slučajno, ne daj ti Bog, to zgodi, bo zelo, zelo težko v nadaljevanju sezone. V vodstvu celjskega kluba so potrdili prihod prve okrepitve za prihodnjo sezono. 3-letno pogodbo je podpisal 23-letni Madžar Alex Bognar, ki je trenutno član madžarskega Ferencvaroša in igra na poziciji srednjega in levega zunanjega. Ponoči se bo oblačnost prehodno povečala. Jutri bo sprva na vzhodu še zmerno do pretežno oblačno, drugod bo po večini sončno. Čez dan se bo povsod razjasnilo, proti večeru pa se bo od zahoda ponovno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v severni Sloveniji okoli -2, drugod od 0 do 3, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 12 do 17, v severni Sloveniji okoli 10 stopinj. Četrtek bo večinoma oblačno, v zahodnih krajih bo začelo deževati, krepil se bo jugozahodnik ob morju jugo. V petek bo oblačno. Padavine bodo postopno zajele vso Slovenijo. Po večini bo deževalo, le v alpskih dolinah bo dež postopno prehajal v sneg. Še bo pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami ponovno jutri. Lep pozdrav.